Miran Pirc, predsednik društva Belis. Zakaj države NATO zavezuje? Energy harakiri. Green Zero Carbon norost industrijskega kolapsa. Velik paradoks je v vse bolj agresivnem vojaškem stališču ZDA in NATO do Rusije in Kitajske, če ga primerjamo z očitno samomorilnimi nacionalnimi ekonomskimi politikami zelene agende ZDA in držav EU. Osupljiva preobrazba gospodarstev najnaprednejših industrijskih gospodarstev na svetu poteka in pridobiva na zagonu. Srce preobrazbe je energija in absurdno povpraševanje po energiji brez ogljika do leta 2050 ali prej. Odstranitev ogljika iz energetske industrije trenutno ali v prihodnosti morda sploh ni mogoča. Toda pritisk na to bo pomenil razdrobljenost najbolj produktivnih svetovnih gospodarstev. Brez uspešne industrijske energetske baze države NATO postanejo vojaška šala. Ne moremo govoriti o obnovljivi energiji za sončno energijo, vetrno energijo in shranjevanje baterij. Govoriti moramo o nezanesljivi energiji. To je ena najbolj kolosalnih znanstvenih napačnih predstav v zgodovini. Nova nemška koalicijska vlada je 31. decembra dokončno zaprla 3 od preostalih 6 jedrskih elektrarn. To so storili na točki, ko so bile zaloge zemeljskega plina ob vstopu v hudo zimo izjemno nizke in ko bi vsaka močna hladna fronta lahko povzročila izpad električne energije. Zaradi zavrnitve nemške vlade, da dovoli uvoz plina iz drugega ruskega plinovoda Severni tok 2, se Nemčija sooča s 5,0% dvigom cene električne energije v primerjavi z januarjem 2021. Energetska kriza v EU naprej načrtovana. Leta 2011, ko je kanclerka Merklova razglasila zgodnji konec jedrske energije, njenega zloglasnega energijskega prehoda, za postopno opuščanje jedrske energije in prehod na obnovljive vire, je 17 jedrskih elektrarn zanesljivo dobavljalo 25% vse električne energije v državo. Zdaj se morajo preostale 3 elektrarne zapreti do konca leta 2022. Hkrati je vladna agenda zelene energije od leta 2016 do januarja 2022 zaprla 15,8 gigavata proizvodnje premoga. Da bi nadomestili dejstvo, da sončna in vetrna energija kljub žareči propagandi ne zapolnita vrzeli, mora nemško električno omrežje uvažati veliko električne energije iz sosednjih držav EU, Francije in Češke republike, ironično, velik del iz njihovih jedrskih elektrarn. Nemčija ima danes zaradi energijskega prehoda najvišje stroške električne energije med vsemi industrijskimi državami. Zdaj je problem z dobavo jedrske električne energije iz Francije. Decembra je francoska državna jedrska agencija sporočila, da se bodo po odkritju poškodb zaradi korozije zaprli 4 reaktorji za pregled in popravila. Predsednik Macron, ki se sooča z aprilskimi volitvami, poskuša igrati jedrskega prvaka v EU in nasprotuje močnemu protijedrskemu stališču Nemčije. Toda jedrski most je ranljiv in Francija kljub nedavnim trditvam verjetno ne bo naredila nobenih večjih novih naložb v jedrsko energijo, saj namerava v naslednjih nekaj letih zapreti 12 reaktorjev skupaj s premogom, zaradi česar sta Francija in Nemčija ranljivi za prihodnje pomanjkanje energije. Macronov program Francija 2030 zahteva vlaganje zanemarljivih 1,2 milijarde dolarjev v jedrsko tehnologijo malih elektrarn. Toda jedrsko vprašanje ni edina muha v energetski žuhi EU. Vsak vidik trenutnega energetskega načrta EU je zasnovan tako, da uniči sodobno industrijsko gospodarstvo in arhitekti, ki velikodušno financirajo zelene možganske traste, kot je Potsdamski inštitut v Nemčiji, to vedo. Da bi prinesli veter in sonce, edini 2 resni možnosti, ki se izvajata, zamenjava premoga, plina in jedrske energije, preprosto rečeno, ni mogoče. Vetrnice in norost množice. Za Nemčijo, državo z malo optimalnega sonca, je veter vodilna alternativa. Ena težava z vetrom, kot je dramatično pokazala zima 2021, je, da ne piha vedno, in to je nepredvidljivo. To pomeni izpade električne energije ali zanesljivo rezervo, kar pomeni, da se premog ali zemeljski plin kot tudi jedrska energija zatirajo. Vetrnice so napačno ocenjene glede na bruto teoretično zmogljivost, ko se države, kot je Nemčija, želijo pohvaliti z napredkom pri obnovljivih virih energije. V resnici šteje dejanska električna energija, proizvedena skozi čas, ali tisto, kar se imenuje faktor zmogljivosti ali faktor obremenitve. Za sončno energijo je faktor zmogljivosti običajno le približno 25%. Sonce v severni Evropi ali severni Ameriki ne sije 24 ur na dan. Prav tako nebo ni vedno brez oblakov. Podobno veter ne piha vedno in ni zanesljiv. Nemčija se ponaša s 4,5 bruto obnovljive energije, a to skriva realnost. Inštitut v Nemčiji je v študiji iz leta 2021 ocenil,
da mora Nemčija namestiti vsaj 6 do 8-krat več sončne energije, da bi dosegla do leta 2045 1,0% cilj brez ogljika, za kar vlada noče oceniti stroškov, a zasebne ocene so v bilijonih. Poročilo pravi, da bo od sedanjih 54 gigavatov solarnih zmogljivosti potrebnih kar 544 gigavatov do leta 2045. To bi pomenilo zemljišče v velikosti 3568000 hektarjev, več kot 16 000 kvadratnih kilometrov trdnih sončnih kolektorjev po vsej državi. Temu dodajte glavne vetrne postaje. To je recept za samomor. Goljufija vetra in sonca kot smiselne možnosti brez ogljika se začenja uresničevati. Tega 5. januarja v Alberti v Kanadi, kjer vlada mrzlično gradi vetrne in sončne lokacije, na hudo mrzel dan s temperaturami krepko pod 0 stopinj, je 13 solarnih naprav Alberte, povezanih z omrežjem, ocenjenih na 736 megavatov, prispevalo zgolj 58 megavatov v omrežje. 26 vetrnih elektrarn s skupno nazivno zmogljivostjo 2269 megavatov je napajalo omrežje samo z 18 megavatov. Skupaj iz obnovljivih virov je bilo slabih 76 megavatov od teoretičnih 3005 megavatov domnevno zelene, obnovljive energije. Teksas je imel med močnim sneženjem februarja 2021 podobne težave s soncem in vetrom kot Nemčija. Tudi, ko sneži, so sončne elektrarne ničvredne. Da bi dosegli nič ogljika iz obnovljivih virov, je treba ogromne površine zemlje tlakovati s sončnimi reflektorji ali nameniti vetrnim elektrarnam. Po eni oceni je količina zemljišča, ki je potrebna za namestitev 46480 sončnih fotonapetostnih elektrarn, predvidenih za ZDA, 650720 kvadratnih milj, kar je skoraj 2 spodnjih držav ZDA. To so območja Teksasa, Kalifornije, Arizone in Nevade skupaj. Samo v ameriški zvezni državi Virginija je novi zeleni zakon, zakon o čistem gospodarstvu Virginije, povzročil ogromen porast dosedanjih aplikacij solarnih projektov za 780 kvadratnih kilometrov solarnih plošč. To je približno 500 000 hektarjev podeželja, kmetijskih zemljišč ali gozdov, uničenih in tlakovanih s približno 500 ločenimi projekti, ki pokrivajo velik del podeželske Virginije, ki bo potrebovalo osupljivih 160 milijonov sončnih kolektorjev, večinoma iz Kitajske, in vsi so predvideni, da postanejo na stotine ton strupenih odpadkov nekoč v prihodnosti, ko se jim življenjska doba izteče. Milijoni delovnih mest. Bidenova administracija in car obnovljivih virov energije John Kerry sta napačno trdila, da bo njihova zelena agenda ali Build Back Better pomenila na milijone novih delovnih mest. Ne povedo, da bodo delovna mesta na Kitajskem, ki proizvaja daleč največ sončnih kolektorjev, kar je skoraj monopol, potem ko so pred desetletjem uničili konkurenco ZDA in EU s poceni subvencioniranimi paneli Made in China. Podobno večino delov za vetrne elektrarne proizvajajo kitajska podjetja. Medtem Kitajska uporablja rekordne količine premoga in svojo obljubo za nič ogljika odlaga za celo desetletje po EU in ZDA na leto 2060. Niso pripravljeni ogroziti svoje industrijske prevlade s podnebno teorijo, ki temelji na lažnih podatkih in laži, da bo kmalu uničil planet. Nemška sindikalna zveza je nedavno ocenila, da je ta država od leta 2011 izgubila približno 150 000 delovnih mest samo v sektorju obnovljivih virov energije, predvsem zato, ker so sončne celice, izdelane na Kitajskem, uničile vodilna nemška solarna podjetja. In Nemčija je najbolj zeleno nora država EU. Ker po definiciji obnovljivi viri energije vetra ali sonca z manjšo energijsko gostoto poganjajo stroške osnovne električne energije veliko višje, ubijajo več delovnih mest v celotnem gospodarstvu, kot jih kadarkoli lahko dodajo. Nato industrijski kolaps. Ker sta sončna in vetrna energija v resnici veliko dražja od običajne hidro ali jedrske električne energije, povečujeta skupne stroške električne energije industriji, zaradi česar se mnoga podjetja zapirajo ali selijo drugam. To skriva le uradna statistična goljufija. Evropa in Severna Amerika bosta potrebovali ogromne količine jekla in betona za gradnjo pričakovanih milijonov sončnih kolektorjev ali vetrnih parkov. Zato so potrebne ogromne količine običajnega premoga ali jedrske energije. Koliko električnih polnilnih postaj za e-avtomobile bo potrebno za polnjenje 47 milijonov nemških e-avtomobilov? Koliko več povpraševanja po elektriki? Pomemben raziskovalni center za zeleno energijo v ZDA je leta 2021 izdal propagandno študijo za obnovljive vire energije z naslovom Rethinking Energy 2020-2030. 100% sončna energija, veter in baterije so šele začetek. Njihov odgovor na težave z nizko zmogljivostjo za veter in sonce je zgraditi 500% ali celo 1000% več, kot je bilo predvideno, da bi nadomestili nizek faktor zmogljivosti 25%. Navajajo absurdno trditev,
brez konkretnega dokaza, da naša analiza kaže, da je 1,0,0 čista električna energija iz kombinacije sončne energije, vetra in baterij fizično možna in ekonomsko dostopna v celotni celini Združenih držav kot tudi v veliki večini drugih naseljenih regij sveta do leta 2030. Bo ta obilica čiste energije, ki ji pravimo velesila, na voljo skoraj po ničelni ceni večino leta, kot trdijo. Ta izjava je bila predstavljena brez kančka podatkov ali konkretne znanstvene analize izvedljivosti, le dogmatična trditev. Pokojni kanadski arhitekt Agende 21 Zemlje, Maurice Strong, prijatelj milijarderja Davida Rockefellerja, je bil podsekretar Združenih narodov in generalni sekretar konference o dnevu Zemlje v Stockholmu junija 1972. Bil je tudi skrbnik Rockefellerjeve fundacije. On je bolj kot morda kdorkoli drug odgovoren za agendo deindustrializacije trajnostnega brezogljičnega gospodarstva. Na vrhu Zemlje v Riju leta 1992 je odkrito orisal grobo agendo zagovornikov radikalne evgenike, kot sta Gates in Schwab. Ali ni edino upanje za planet, da industrializirane civilizacije propadejo? Ali ni naša odgovornost, da to uresničimo? Ta današnji načrt je v veliki meri velika ponastavitev. Vojna zdaj. Če bodo nekoč napredna, energetsko intenzivna gospodarstva držav članic NATO v Evropi in ZDA nadaljevala to samomorilno pot, bo njihova sposobnost, da vzpostavijo prepričljivo vojaško obrambo ali napad, postala fata morgana. Nedavno je pokvarjena nemška predsednica komisije EU Ursula von der Leyen izjavila, da visokotehnološka nemška obrambna industrija in njeni dobavitelji ne bi smeli prejemati bančnih kreditov, ker niso dovolj zeleni ali trajnostni. Poročajo, da so banke sporočilo že prejele. Poleg nafte in plina je zdaj ciljna proizvodnja obrambe. Von der Leyenovo so kot nemško obrambno ministrico nasplošno obtoževali, da je omogočila, da se je nemška obramba sesula v katastrofalno stanje. Bidenova administracija in EU v svojem zdaj enostranskem zasledovanju njihove nore agende 2030 in Zero Carbon agenda postavljata svojo industrijo na premišljeno pot do uničenja še pred koncem tega desetletja. Ali to posledično vodi sedanjo agendo NATO proti Rusiji v Ukrajini, Belorusiji, Armeniji in zdaj Kazahstanu? Če NATO-ve sile vedo, da jim v bližnji prihodnosti ne bo manjkala osnovna poglobljena vojaška industrijska infrastruktura, ali menijo, da je bolje, da icovejo morebitno vojno z Rusijo zdaj, da bi odpravili potencialni upor njihovi deindustrijski agendi? Razen Kitajske ima Rusija edini potencial, da bi na tu zadala uničujoč udarec, če bi bila izzvana. Psihoza množičnega nastajanja ali norost množic. Leta 1852 je angleški zgodovinar Charles Mackay napisal klasiko z naslovom Spomini na izjemne ljudske zablode in norosti množic, ki je dala malo znan vpogled v množično histerijo za verskimi velikimi križarskimi vojnami 12. stoletja, manijo čarovnic ali nizozemsko manijo tulipanov in številne druge priljubljene zablode. Pomembno je razumeti globalno iracionalno hitenje k gospodarskemu in političnemu samomoru. Isti ključni akterji, ki stojijo za uvedbo množičnega cepljenja proti covidu, zahtevajo nedokazano eksperimentalno cepivo, ki spreminja genetiko, in posledičnimi zaporami po vsem svetu, vključno z Billom Gatesom in papežem Frančiškom, stojijo za Svetovnim gospodarskim forumom Klausa Schwaba Great Reset in njegovo agendo Zemlje 2030 brezogljična zelena norost, da bi svet sprejel drakonske gospodarske ukrepe brez primere. To bo zahtevalo ubogljivost in fizično šibko populacijo, kar belgijska profesorja psihologije dr. Meshes Desmet in dr. Robert Malone imenujeta psihoza množic, nekakšna množična hipnoza, ki ignorira razum. Jasno je, da tako mit o globalnem segrevanju kot program pandemije korone zahtevata tako množično hipnozo, izjemno priljubljeno zablodo. Brez histerije zaradi strahu pred covidom nikoli ne bi dovolili, da bi zelena agenda prišla tako daleč, da so naša električna omrežja na robu izpada električne energije in da so naša gospodarstva na robu zloma. Končni cilj tako pandemije COVID-19 kot zelene agende je pohod k Schwabovi distopični veliki ponastavitvi celotnega svetovnega gospodarstva v korist korporativne fašistične diktature peščice globalnih korporacij, kot sta BlackRock ali Google Alphabet, na samem vrhu pa kot vedno stoji Vanguard, ki dosega takšne dnevne dobičke, da je sposoben z dobičkom enega dneva pojesti našo veliko Slovenijo. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da se nam pridružite v Društvo za srečno življenje Belis. http://društvobelis.com